Andraž Špora, zdi se, da je bil remi nekako maksimalen doseg na tej tekmi. Ja, glede na potek, ja. Na koncu moramo reči, da je zaslužen remi. Švedi so imeli dve priložnosti, iz katerih so zadeli dvakrat. Mi se mi zdi, da smo imeli več priložnosti, mogoče nismo bili tako dobri v polju, ampak na koncu zaslužena točka. Zadetek na začetku drugega polčasa vam je dal krila, ste čutili tudi v igri to? Absolutno, v tem smo imeli lepe priložnosti, da bi povišali vodstvo, ga spet dobili, ampak pokazali karakter in se na koncu vrnili. In tako kot sem dejal prej, popolnoma zaslužena točka in izredno pomembna. Kakšna popotnica je ta točka v Baselu? Seveda niso 3 točke, a hkrati glede na potek, tako kot sem prej rekel, ne bomo gledali te točki preveč v zobe. Dobra popotnica pred tekmo Švico, kjer bomo poskušali seveda osvojiti vse 3. Ste takoj vedeli za rezultat, s kakšnim so premagali Kosovo Švicari? Pismo, veste, da je še zdaj, ne vem. 4-0, ja. 4-0, ja, absolutno. Švica ima vrhunsko reprezentanco. Ampak bomo videli, čez 3 dni se srečamo v Baslu in verjamem, da se bo tudi kaj nas vprašal. Žan Kadinčič, prva tekma v novih kvalifikacijah, je vse tudi neke vrste v pogledu to, kako močni ste, kaj je pokazala? Ja, res je nekako prvi polčas z naše strani je bil nekoliko slabši, ampak lahko rečem, da so tudi oni nas prisilili v to. Tako kot smo mi prisilili njih v drugem polčasu, nekako potem, ko smo zadeli za 1-1, smo imeli feeling, da lahko dosežemo nekaj več, ampak potem se je zgodila tista napaka v obrambi, kjer smo dejansko iz nič prejeli zadetek, kjer te igralci takšne nekoga kaznujejo, ampak ja, na koncu, ko 90 minuti zabiješ za 2-2, mislim, da moraš biti zadovoljen s točko. Torej se morate vi veseliti na koncu, ne Švedi? Pa ne bi rekel, da se moramo glih veseliti, ampak vsekakor je pomembno začeti nekako te kvalifikacije, da ne zgubi sploh domače tekme bojo, mislim, izrednega pomena, tako da gremo sedaj s to točko v Švico, kjer bomo probali iztržiti vse 3. Kaj že v tem trenutku veste o Švici, tako rekoč vse verjetno? Pa ja, nekako vemo, da gre za izjemno kvalitetno reprezentanco, ampak smo pokazali oziroma kažemo, da se lahko tudi kosamo z največjimi, da smo fantje povezani, da smo fantje, ko delujemo kot ekipa na igrišču, da lahko, bom rekel, presenetimo oziroma igramo z vsakim. So vas kaj prestrašili danes 4-0 proti Kosovu? Ma ne, mislim, da bo, bom rekel, popolnoma drugačna tekma, nismo jih še nič, bom rekel, analizirali, ampak ja, bo še čas v naslednjih 2 dneh, ampak prvo bo pomembno, da se dobro spočijemo, dobra regeneracija in da še v ponedeljek odigramo to tekmo, kjer bomo vsekakor napadli zmago. Gnezda Čerin je bila po svoje tekma celo pričakovana, glede na to, da poznate moč švedske reprezentance? Ja, mi smo se pripravili na švedsko reprezentanco, vedeli smo, da je to ena zelo dobra ekipa, da nas čaka težka tekma, kar se je izkazalo za resnično. Mislim, da smo danes videli v Stožicah eno težko tekmo, ampak na koncu bi rekel, da je rezultat 2-2 pravičen. Vsaki ekipi po točka, zdaj pa dobra generacija in v ponedeljek naprej proti Švicarjem. Kaj pa je pokazala recimo tista prva hitra analiza, v katerih elementih so bili bolj superiorni od vas, v tistih trenutkih, ko so imeli nadzor nad igro? Iskreno še nismo analizirali, niti še površno tekme. To bomo storili jutri, ampak mislim, da vemo, v katerih stvareh smo lahko boljši, kje smo imeli težave. Tako da bomo to popravili za tekmo v Švici. Videti je bilo, da je vaš zadetek za izenačenje na 1-1 pomenil neko dodatno energijo, ste tudi sami čutili na igrišču? Ja, zagotovo. Vsak zadetek ti da neko dodatno energijo, sploh tudi potem energija navijačev s tribun pride skupaj s tem. Nažalost smo potem prejeli spet ta zadetek, ampak pomembno, da smo se pobrali, pokazali karakter, se borili do konca, zadeli za izenačenje in na koncu pomembna točka.